Ljudje in ljudine, poslušate 227. epizodo 7. sezone podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z. Obot, oddelek za boljše odnose med delavci. Smo, tako kot je prav, Mito Gegić, servus. Igor Harp Yo. in Aljoša Harlamov. Zaenkrat še vedno brez gosta oziroma gostja, tudi tokrat po dolgem času znova v živo, brez umestnikov. Ja, lahko pa vmes skočim. In vivo veritas. In si tu. Odločitev, ki jo že obžalujem. Današnja epizoda je posvečena filmu Black Bag oziroma Črna torba, ki ste ga lahko davnega marca letos pogledali v kinih. In je na VOD-u. In je na VOD-u in mogoče kmalu tudi na kakšnem pretočniku, če bo jo bogovi pretočnikov dali. Kako se VOD prevaja po bodovsku? Na videu, na zahtevo. Video na zahtev, VNZ. VNZ. Mislim, da je načeloma, če ima LIF, mislim, da ima prav res napisano kletica VNZ. Ok, super. Minister za črne torbe in fonde opozarja, epizoda lahko vsebuje kvarnike, zato poslušate na lastno odgovornost. In zdaj malo muske. Zelo sta srhljiva. Skratka, delamo Black Bag, vohunsko srhljivko, kriminalko. Kdo je bil režiser? Je Steven Soderbergh. Jaz ne vem, zakaj vedno hočem. Ja, vedno hočem Soderbergh je pač kaj drug človek, ja. Ja. Tudi Steven. A ti gre Rammstein po glavi? Ali pa Sondheim. Hier kommt die Sonderberg. Ne vem, mogoče. Soderbergh je nazadnje, jaz sem gledal njegov Presence, sicer pa je to filmar, ki je znan seveda po Sex, Lies and Videotape. Title of his sex tape. Absolutno. Erin Brockovich, Traffic, to je tudi title of his video. Okay, pustimo. In pa vseh tih oceanovih in sledi številka. Kaj je ta njegov, Ja. ta heist film z... Lucky Logan, tiste bilo. Ja, meni ta je bil špasen. Ta je bil ful špasen. Lucky Logan je tudi ene par let nazaj. Ja. Tisto je v bistvu nastalo samo zato, ker je Daniel Craig imel cajt, ker so morali piliti Bond scenarij in hvala. Fun times. Scenarist je pa David Koepp, nizozemski primek, ne vem, ki je med drugim zaslužen za scenarije za Jurassic Park, Carlitos Way, Mission Impossible, ta prvi, Jack Ryan, Shadow Recruit, Spider-Man, pa tudi za zadnja dva Indiana Jonesa. V kino pa kmalu prihaja tudi njegov Jurassic World Rebirth. Pa tisti film, ki sem ga zadnjič omenil o Cordyceps, to je on napisal scenarij in knjižno predlogo. Super. Preden damo besedo Igorju, da pove obnovo, seveda pogledamo tukaj lahko na hitro, preletimo glavne vloge, zaradi tega, ker jih je zelo, zelo malo. V resnici v filmu nastopajo Michael Fassbender, Kate Blanchett, Marisa Bela, Tom Burke, Naomi Harris, Jean Page, ne vem, Gustav Skarsgård in Pierce Brosnan so skratka glavni junaki te štorije, ki pa gre o čem, Igor? Torej, štorija se začne s tem, da Gustav Skarsgård oziroma Filip pokliče svojega operativca Georgea Woodhousea, ki ga igra Fassbender, da je nekdo izdaja informacije iz njihovega oddelka in mu reče naj razišče. In kot vsak normalen človek, on to naredi tako, da ima dinner party z vsemi osumljenci. Ja. Med osumljenci je tudi njegova žena in potem, ki jo igra Kate Blanchett, edinstvena. In potem pač se on jih, truth serum jim da v nek v kari ali nekaj takega. Masalo neki. Ja, in potem proba jih zbezati, da bi ugotovil resnico in zdaj pa ugotovimo, da vsi imajo ene razmerja med sabo, v bistvu, ker so ti ljudje vsi vohuni, potem hodijo samo z drugimi vohuni, zato ker pač je delo toliko stresno. Skratka, potem se to naveže na vojno, na eno orodje, ki omogoča izvedbo terorističnega napada z atomskim
jedrskim orožjem in te stalnice vohunskih filmov, ampak bistvo je, kako mojstersko pač štorija pelje skozi tole Fassbenderjevo preiskavo, ko on tako deluje zelo robotsko, ampak potem se zelo analitično razkrivajo stvari in je super narejeno. No, to pač do standardno polvohunska zadeva, ampak dobro narejeno. Ok, skratka, ja, mogoče za tiste, ki niste gledali, pa vse na to poslušate, besedna zveza Črna torba nekako izhaja iz tega, da tako kot je Igor povedal, zato ker oni hodijo samo med sabo, se nekako parijo, v črno torbo metaforično dajejo stvari, skratka povejo, da ko partner vpraša, kje si pa bil včeraj, pač rečeš črna torba, ker je pač povezano s službo in ne, da si varal, mogoče. Ali pa je povezano s službo in si varal, kar je najboljša kombinacija. Ja, sej, sem bral intervju z Coepom, ki je napisal že scenarij za prvi Mission Impossible in je takrat dobil idejo za to, ker je ugotovil, ko se je pogovarjal z vohuni, oziroma izvedenci, zato je ugotovil, da če ti zdaj partnerju ne moreš povedati, kje si bil, ker služba ali pač je lahko kaj drugega, tako da potem takoj mu prišla na plan ta ideja. Kratka, ja, dobra ideja, mislim, da tudi za vse dobre partnerske, zdrave partnerske odnose. Spomnite se pač nekaj za črno torbo in pač to naj bo besedna zveza, vsakeč, ko želite malo intime. Je v hladilniku. Je v hladilniku, ok. To je lahko malo confusing, ampak si kupiš pecerijo? Je v hladilniku. Kje si bil včeraj? Je v hladilniku. Slive, ki si jih najbrž hranila za zajtrk, niso več v hladilniku. Mogoče prvo vprašanje, preden gremo na to, kako vam je bil všeč film. Zdi se mi zelo zanimiv trenutek, kjer imamo popularnost vohunke na nekem novem vrhuncu, bi človek rekel. Zdaj sicer v kinu jih nisem, zdaj Mission Impossible, ki so bolj akcijski filmi kot vohunke, pa kakšni James Bond, ampak recimo v kinu tega nismo mogoče toliko zaznali, mogoče Črna torba eden prvih, čeprav zdaj je bil ravno nek val spet teh vohunk, smo pa to že nekaj časa zaznali na Pretočnikih, kjer imamo od Slow Horses naprej, mislim, da kar nekaj serij in filmov zato pač z tega žanra. Zakaj se vam zdi, da je to primeren trenutek za vohunko? Meni se sploh ne zdi primeren trenutek za vohunko. Ne? Ne. Taki žiškovski obrat. Misliš, da pač skratka ljudje, eni to snemajo, nihče tega ne gleda, ker pač to je žanr, ki ne... Mislim, nasploh se mi zdi to, nikoli ta žanr ni šel iz popularnosti, vedno je bil, vedno bo, po moje tudi. Zdi se mi mogoče pač... Sam film niti ni toliko žanrsko čist, v bistvu whodunit je bolj je v krimi sferi, no se meni zdi. Ampak vse to so pogosto najboljše vohunke, so whodunit, ne? Ja. Ni ta James Bondovska vohunka, ni Bournova vohunka, ta akcija je zelo priškrnjena, sploh je ni v bistvu, če smo iskreni. Tako da v bistvu je potem se mi zdi nek svež doprinos. Meni osebno niti ni bil toliko hud, no, ne vem, meni so liki malo robotski, neprosojni, vse je zgrajeno na zapletu, ki je sicer zanimiv, ostalo pa je, whodunit, to. Mogoče zaradi tega, mislim, v tem smislu je kao zanimiv, pa mogoče zaradi tega tudi smo ga dali gor na naš seznam, kakor se splača okrog tega pogovarjati. Kar se pa tiče teh izhodišč, ki jih je nekdo izmed vaju tle napisal Hladna vojna Rusi, pa tako naprej, kaj je tle od Hladna vojna pa Rusov, 2 minuti tega je noter, vse ostalo je pa bistveno druga zgodba. No. Ja, ne, mislim, je pa vseeno pri tem to, da se ukvarjamo torej vsebina se ukvarja z ljudmi, ki se ukvarjajo z pač to hladno vojno. To ni vsebina, to je počelo zapleta. No, sej. Ne, pač to, ne, vsebina je... Ja, vem, ampak lahko bi bil whodunit, če vzamemo, da je to zgolj whodunit, je lahko pač policijski in pol gledamo, kako represivni organi delajo, lahko je detektivski in gledamo, kako ljudje, ki so nekje na robu družbe, to delajo, lahko je pa vohunski in delamo, kako oni v zakulisju to delajo. Lahko, ampak to ni. Pač, ne, se je, ne? Lej, gremo v osnovo vsebine. Kdo se laže? Ne, jaz nekaj drugega govorim. Ja. Dejstvo, da je zgodba, ki je whodunit, ki je čist žanrsko,
je predstavljena iz perspektive vohunov in ne iz perspektive policajev ali zasebnih detektivov. Strenjam. Samo to sem hotel izpostaviti, da je to ključno. Ja. Definitivno gre za, mislim, namerno izbiro. Jaz mislim, da ne to hoče Igor pač povedati. Ne, lahko bi bilo brez Rusov. Tako da seveda ni zdaj to tega, je mogoče res za 5-10 minut noter in ni za samo zgodbo, za sam zaplet tako pomembno, ampak ravno zaradi tega, ker ni tako pomembno, jaz mislim, da je v resnici pomembno. Že še en žižko skrbrat. Ker je pač ta ideja, da bi ti lahko dal karkoli in zakaj potem točno daš to rusko. In če gledamo zdaj to v nekem zeitgeistu priljubljenosti tega žanra, ki pa je definitivno, jaz mislim, da zdaj tega ne morem. Zdaj, dobro, jaz sicer nisem gledal ne Slow Horses, ne večino teh stvari, ki so, ampak se mi je pa zdelo zanimivo, da imamo spet ta nek občutek, da ljudje zanimajo, kaj se dogaja v ozadju neke geopolitične igre velesil. Niso nujno Rusi, lahko so tudi Kitajci, lahko je tudi marsikaj drugega. To se mi taka mala stvar zdi. To vse je prisotno, se strinjam. Tudi to, kar ste rekel, je ta perspektiva super. Bolj se mi zdi, da je tu posredi scenarističen orodje tega black baga, it's in the naslov. Da pač uporabi to, da se nekdo lahko zlaže in to mu prikladno potem omogoča tale do naslovna črna torba in okrog tega dela scenarij, da v bistvu se ta zaplet okrog tega vrti. To se mi zdi, da v bistvu je, zakaj je uporabil vohunko. A štekaš? Ja. To, da so Rusi, to, da je pač MI5 ali MI6, kakorkoli, kdor pač tle operi, v bistvu sploh omenjeno, kjer agencija mislim, da ni omenjeno. Viš, in to se mi zdi v bistvu še bolj pomenljivo. Sploh se ne ukbadamo s tem, kjer agencija je, pa da je pač nek bl Rus tam, ki pač ima nek bl USB ključek. To je vse postranskega pomena, ker glavna vsebina je, kdo se laže. Ja, seveda, ampak še vedno je pač, mislim, še vedno je to postranska vsebina, ki je pomembna. Ravno zaradi tega, ker pač ni pomembna, je pomembna izbira, zakaj ti izbereš točno to ozadje. Ker ti pride prav tale black bag. Agati Kristi, ker seveda ni pomembno. Ni pomembna socialna situacija, ampak če ti bereš vse njene knjige, ugotoviš, da zakaj ona neprestano daje v socialno situacijo, ker so bogati, ki so razvajeni, in nikoli pri teh, zato ker pri teh njenih detektivkah nikoli ni v ospredju pohlep. Ona se je znebila najbolj pogostega motiva na svetu, pohlepa, zato da lahko dela kao zločine iz strasti, ki so za književnost bolj zanimivi, hkrati pa s tem mal umiva oziroma briše neko socialno situacijo, ki absolutno temelji tudi na pohlepu in na nekem kapitalizmu teh bogatih elit in tako naprej. In tudi tukaj meni se zdi zelo pomembno, da da je vsa zgodba, ki v ospredju je, kdo laže in kako ti gotoviš, kako nekdo, ki je dela z lažjo, oziroma ki je poklicen lažljivec, kako ga dobiti na laži. To je absolutno v ospredju, ampak v ozadju je pa zanimiva zgodba, v kateri britanski vrhunski ešalon prepusti Rusom oziroma nekemu ruskemu disidentu napravo, s katero bo začel vojno oziroma državno karkoli, pač neko upor v Rusiji in bo tam skratka, da bojo lahko odstavili Putina in tako naprej. Uporabiš besedo v ozadju. Meni je to v spredju oziroma v preambuli samega filma. Meni se bolj zdi v ozadju je, torej imaš razmerja znotraj te inštitucije, ki je pozvana, da se poklicno laže in uporablja orodja za to, da se poklicno laže. In potem kako ta hudanec, tale zaplet, v bistvu razkrinka ta razmerja. A so ta razmerja plus temu poklicu ali so minus temu poklicu. Bolj se mi to zdi, veš. Ti uporabiš besedo, v ozadju, v subtekstu je pa ta Rusija. Pa ne, to je v bistvu v spredju. No? Hvala, da si potrdil najno tezo. Jaz sem malo na semantiko se obešal. Razumem, kaj hočeš povedati. Seveda ni prikrito, to je odkrito. Ravno zaradi tega, ker se taki kot si ti osredotočate na vse drugo in se vam zdi ono nepomembno, se meni ravno zaradi tega zdi tisto toliko pomembnejše. Ni pa to glavna stvar. Ne, mislim, ni point tega filma realističen prikaz, kako deluje organizacija, katera organizacija sploh je, ali je to MI5 ali MI6, kako
delil, ampak cel point je, in zato tudi film spravil v manj kot 2 uri, ne? Kar je full plus. To je res, ja. Ja, je v razmerjih med ljudmi, ki morajo drug drugemu lagati. In kak ti cel cel misliš, da Fassbender pa Blanchett si lažeta in si podmikata stvari, dejansko pa sta najbolj iskrena drug z drugim in iskreno zaljubljena in je še pol čudovit love story in pol si tak, ja, ta svet pa ni tak zajeben. Zato, ker ljudje, ki se resnično ljubijo, skrbijo, da se nam ne bo nič zgodilo. Ja, zanimivo je, da so res 3 pari, ne, kao romantični romantične razmere so tukaj, ki se vrtijo okrog drugega v nekem MI5 trikotniku, rečemo temu tako. Mislim, to je bistveno kompleksnejši lik kot trikotnik, ampak ja, ok, 6-kotnik. Ja, lahko bi temu rekli tudi romantična komedija na nek način, ker ti med Kate Blanchett pa Fassbenderjem pride pač neka prepreka, ki jo morata preprečiti, da sta na koncu spet srečna. Ja. Ja. Kdo sicer ne bi bil srečen s Kate Blanchett ali Fassbenderjem, tle je to skoraj da popoln par. Ja, predvsem v tej robotski inačici. Ampak da je preden res pademo. Mislim, da pač namenoma sta robotka zato, da ti ne posumiš, da se imata dejansko rada, ne? Mislim, jaz nikoli ne bi sumil, da ima Kate Blanchett rada. Kako vam je bil všeč film? To sem hotel, zdaj le gremo na to fazo. Jaz mislim, da sem že povedal, da ajde, Igor. Igor, kako je bil tebi všeč film? Meni je bil super, jaz za razliko od nekaterih tukaj, ki ne bom omenjal, ne, sem gledal več teh vohunskih zadev, nisem še uspel Slow Horses, ampak tega Šakala sem gledal, pa še enih par teh. In je precej drugačen tale Black Bag kot ostali. Zdaj omenim Mission Impossible pa Bonda, pa vse te akcijade, ne? Pri teh drugih serijah je precej akcij, ampak je pa predvsem fokus na tem, da so vsi ljudje skorumpirani in zlobni na obeh straneh, torej da vohuni nujno morajo biti pač sociopati. Medtem ko tukaj pa vidimo, da so še vedno pač, ja, ta film je dosti bliže pol romantični komediji, kjer pač tudi ne vem, How to Lose a Guy in 10 Days sta 2 resno motena človeka, ampak vseeno navijamo za njih, da boste na koncu skupaj prišla, ne? In tukaj tudi, ne? Vsi so malo off, ampak ni pa, da bojo rekli, ok, zdaj pa razen pač človeka, ki se izkaže, da je bad guy, ki pač je tako dobro skrit, da ti je že po 20 minutah jasno, ne? Pač vsi ostali so mnenja, da dajmo ne pobiti en kup ljudi, če le možno. Ne glede na vsa osebna razmerja, imaš občutek, da imajo neko to vrstno moralno pač jedro. Medtem ko pri večini teh novejših serij pa dobiš idejo, to je ful umazana igra, če hočeš preživeti pa rešiti svet, moraš pač razbiti jajca. Okay. Mislim, sej tukaj je, zdaj če bi šli malo v realizem, je seveda vprašanje, kolikor bi neka vohunska organizacija res dovolila, da se poparčkajo med sabo. Ker ja, mogoče seveda je za njih lažje, ampak stališča raznih stopenj zaupnosti, ki so, je to mal nenavadna naloga, še posebej, ker on hodi tam s psihiatrinjo, ki očitno vsem na veliko govori, kaj hodijo pacienti njej razlagati, to mi je malo tako, ampak pustimo tema nekaj. Ja, recimo, da vem. Meni je bil film zelo zanimiv z tega stališča, da je fina ena taka, kako bi temu rekli, skorda gledališka, mal drama, kjer stvari naj bi bazirale bolj na dialogu kot na čemerkoli drugem. Mogoče me je vseeno malo razočaralo to, da je na koncu ta razplet, ki je relativno predvidljiv in tudi ni neka briljantna, jaz sem pričakoval to, da bo zadnja večerja, tista zadnja večerja, nova večerja, ki imajo, da bo tam pač Fassbender udaril enega pojeroja in bo razlagal vsem, ti si pa in tako je povedano, pa v resnici je na koncu dokaj simpel vse skupaj, ampak vseeno moram pa reči, da ta film gor držijo odlične predstave, jaz mislim, da so tukaj igralci prav vsi pokazali nek širok repertoar, pač zanimivo, kako so oblikovali te like. Meni sta bila pa zraven Kate Blanchett valda in Fassbenderja. Tom Burke mi je bil zelo všeč, ki ga drugače gledam kot Strajka v seriji in se mi zdi, da je tukaj zelo drugačen lik od tega, kako igra Strajka. No. In pa navdušila me pa je Marisa Bela. Jaz moram reči, da ona je bila pa res, je mal minoren lik, mal bolj postranski od vseh drugih, no, ampak tam
s tistim poligrafom, ko to uživa v laganju in v stiskanju neke ritne mišice, če prav razumem. Ritnika. Ja. Tist mi je, pa ta njen naglas, mislim, da je še vedno ohranila ta Amy Winehouse naglas iz filma. Aha, ok. Ja, se mi zdi zelo Dialekt, ja. Se mi zdi zelo zabavno in z tega stališča pač meni je bil ta film zanimiv. Ja, mu pa je očitati, mislim, da marsikaj, tudi res ne vem, mislim, zdaj, a je to realistično prikazani vohuni ali ne. Mene bolj pač se pravi motilo to, da ti dosti teh dialogov na koncu, ko tako pomisliš, nisi imel nekih blaznih indicev, kaj se dogaja. Nisi iz teh dialogov zdaj ti mogel nekaj potegniti. Ni bil tako dobro sestavljen, kdo je bil, kot bi si mislili. Hkrati pa ja, je bil tale zlikovec pač zelo predvidljiv, ker se mi zdi, da ta tip a je že kdaj igral, da ni bil on zlikovec. Mislim, Bond je bil. Ne, on ta drug zlikovec. Ne Pierce Brosnan, pa tale... Iz Bridgertona. Ja, John Pesh, ja. Ker on je bil, ni bil on v zelo podobno vlogo imel še v enem filmu, pa se zdaj ne spomnim, kjer se na koncu... Grey Man. Ja, točno, Grey Man, kjer se mlati na koncu z Ryanom Goslingom. Ti si dejansko do konca pogledal, bravo. Ja, valjda. In tam je on zelo podobno, pač neko obveščeval, ki se na koncu seveda izkaže, da je dvojni agent in se sam tako... Res, zdaj si mi ti dobesedno pobral tega človeka z enega filma in mu dal tle isto vlogo, ker jaz gledam filme. Tako da ja, mislim, mal se mi je zdelo, tako drugače pa film čist gledljiv, predvsem pa se pravim, jaz mislim, da so te pač vloge naredile film. No. Mislim, pa ta lahkotnost v končni fazi. Ne? Ja, mal je tega nekega, ja. Mislim, napetost imaš, pač entertainment, zelo dober entertainment je. Zdaj pa, kar se realizma tiče, mislim, glej, Mission Impossible. Če smo pri vohunskih filmih, ne? Ja. Mito, kaj so pa tebi taki glavni zadržki? Kaj so najbolj negativne stvari, kaj te mote pri filmu? Najprej bom pozitivna stvari povedal, da v bistvu kao... super zasedba mi je, pa všeč mi je minutaža, pa zaplet, tudi to, da se v bistvu kao neka dva načrta, ki sta neodvisna drug od drugega, prepletata med sabo, zato da razdereta eno razmerje, pa da nek razkol v tem razmerju nastane, pa da na koncu ta hudanet je kar ok, no, kdo je bil, v bistvu bilo čisto ok izpeljano, pa se strinjam, da bo pa sicer mogoče premalo namigov. Glavni minus mi je taka siromašna podoba filma, da v bistvu ni nič zapomljivega na fotografiji, na režiji, na montaži. Skratka, vse, kar je Steven Soderbergh naredil. Ja, tle oprosti, moram reči, da je v bistvu tako v ozadje pomaknjeno, da sicer veš, včasih rečemo, režiser je tako briljanten, da ga sploh ne opaziš. Ne? Mislim, da je tle pač to minus, ker nekako se ukvarja z neko fotografijo, ki je anamorfna, pa kao ozadje potisnjena. Opazil sem, da sem neko leče stare uporabljala. To je vse ok, ampak to je tak nek stil brez vsebine. No? In se mi zdi, da se to tudi prenese potem malo na like. Ne? Kljub super zasedbi, se mi zdi, da so ti liki neprosojni, ne veš niti, kaj se jim dogaja. Ne? Bolj so nekako tam zaradi zapleta, pa da povejo mogoče tistih par teatralnih zadev. Sama večerja, ta prva mi je bila odlična, ampak to pričakuješ od nekega teksta. Ne? Veš, da ti liki govorijo, kot da so zelo naučeni briljirati, pa kontrirati nekim argumentom v svojih razmerih. In tako, ok, to je tako šeksperijansko ali pa dramatično potegnjeno, medtem ko v drugih situacijah se obnašajo malo bebavo ali pa malo naivno. No? In tako, to nihanje me je malo ven metalo. Ne? Zdaj pa v 90-minutni minutaži se to ne izpade tako kritično. Ne? Se mi zdi, da če bi jim dal ti 2 uri, pa bi bistveno bolj trpel tukaj zraven. Tako da to sta mi 2 glavna minusa. No? Ker medtem ko mi je, mislim, tale, ko si omenil, ki je Amy Winehouse igrala, ki je satelitska ekspertinja, ona mi je mogoče še največ dala o tem, da pokaže, da je nekaj jebe ali pa da je nekaj gre na živce. Ja, malo emocionalno pokaže. Pa tudi psihologinja. Ne? Ja. Medtem ko vsi ostali so pa zelo držani. Glavni par pa nasploh deluje tako 2 sociopata, ki operirata za čustvi, drugi še najbolj pa z lastnimi. Ampak prosti, tega je ful premalo prenešenega v smislu njuno razmerja, da bi zdaj rekel, zakaj ona 2 si povesta, da bosta obirala
navijala drug za drugega, ni da bi vedela to, ali pa da bi bilo nam dano to vedeti preko nekega giba ali pa prizora ali pa slike. Zelo morata povedati nam, da se v bistvu mata rada. A veš, kaj mislim? Ja. In je tako, to mi je minus. No? Mislim, da je namenoma sicer to dano noter. Meni ste se pa onadva kar dopadla. Ta razkorak med tem, kako delujeta in kako je pač se na koncu izkazati. Meni sta mogoče preveč čista, no? V smislu, ker tako malo data od sebe, da od teh, zato govorim, ne prosojna, tako malo data od tega, kaj ima dogaja pod površjem, da potem malo delujeta isto sociopatska. In to mi je minus. No? Ja, tudi če se razumem. Mislim, jaz razumem, da je to namerno, ne se strinjam z Igorjem, da to absolutno je neka namerna fora, ampak ja, mogoče je res po tej večeri, ko so ti neki emocionalni izbruhi, priznanja, neka odkritosrčnost, pol res pričakuješ, da boš mogoče te like malo boljše spoznal, ampak se mi zdi, da po tisti večeri nikoli več ne prideš do ničesar, razen spet zato ker tudi Fassbender pride k tej domov, k tej strokovnjakinji za satelitske posnetke. Pride k njej domov, mogoče tam njo vidiš, ampak tudi, vsi ti interjeri so zelo zloščeni, upper middle, nič ne potegneš z tega nobega življenja, malo generični. Tako da to je, tudi jaz bi rekel, da je ena ta zamera, čeprav spet razumem pa, da je to do neke mere namerno, ampak imaš pol premalo vsaj jaz, ker nisem sociopat, sem se pač težko, oziroma se mogoče sociopatki bolj socialno deluje kot ona dva. Funkcionalni sociopati. Tako se mi je zdelo mogoče, da sem vseeno premalo dobil od njiju. Čeprav Fassbenderju absolutno pašejo taki liki in ga je že večkrat igral z emocionalno praznega. Pri njemu še nekako v bistvu najbolj odpustiš, ker je kao naša perspektiva. V bistvu pa nas vodi. Potem je zato, ta njegova zamaknenost, odmaknenost funkcionira. Medtem ko pri Blanchetovi to teže prepusti skozi. In pač učinek, ki ga je imelo name, vse to je, da pač so ti liki bolj v službi zapleta, kot pa lastnih motivacij. No? In veš, to mi je minus. No? Jaz sicer Blanchett odpustim vse. Vedno in zmeraj. Kot je Igor rekel, edinstvena Kate Blanchett. Meni je vedno najboljš, enkrat so imeli to v Honest Trailers, mislim, vsakič na mesto, da bi kdo izgovoril njeno ime, so imeli posnetek iz, mislim, da Oscarjev, ko Tarantino je podelil in reče Kate Blanchett. In vedno slišim njeno ime s tistim Tarantinovim over the top. Tako da Tako da simpatična srhljivka, ki res ni predolga, ki mislim, da... thriller je srhljivka. Vohunka, ki dobro deluje in dobro spelje. Mogoče še ena taka zanimiva debata, ki jo bomo v naslednji epizodi še morda ponovili. Tukaj se Soderbergh zelo pritožil nad slabim obiskom kina. Zdaj smo to že malo smo še tega vajeni, ni prvi, ni zadnji od teh velikih režiserjev, ki so bili vajeni boljšega obiska tudi za svoje, pa skratka rekel je, to je film, na kakršnih sem si zgradil kariero, če film s srednjim proračunom, poln zvezdnikov, ne spravi starejših od 25 let v kino, če je s tem res konec, to ni dobro za filme. Kaj se bo zgodilo, ko bo za mano kdo drug želel posneti tak film? Skratka, je ta neka jeza nad tem, da če zdaj občutek filmer, ki ga imajo, da če ni film ne košta 300 milijonov, pa da skratka potem ga gledajo cel svet, da skratka ni več toliko vreden kot prej. Ja, to je zelo cela debata o tem, okrog tega, kako so mogoče streamerji ali pa studiji, pretočniki požrli mid-budget film, pa originalen IP. No? Ne vem, to stisnemo še v 15 minut noter. Jaz se strinjam z njemu, da v bistvu je škoda, pa žalostno, da v bistvu se to potem tako pod radarjem spravi film ven. Jaz moram reči, da sem bil presenečen, ko sem Kate Blanchett noter videl, ker pač tega v promotih nisem zaznal tako, kot pač Fassbender, ker zdaj ne vem, je on težji kategornik, kot je pač Kate, whatever.
Naprimer tudi Tom Burke, ki smo ga videli v zadnjem Mad Maxu, je tukaj za mene odlično odigral, za vlogo primerno, pa tudi ga komaj zaznaš noter, oziroma vsaj v promo materialih. Brosnan nasploh ni not. Ja, naprimer. Pa dobro, Brosnan mi je bil zelo prijetno presenečen, olega, bivši nek meta narativ, the best. Ampak tako, mislim, da filmom bo trda predla, če se bo to nadaljevalo na ta način naprej. Če se ne bo znalo pristopiti do oglaševanja ali pa vse ponudbe teh filmov na nek način, ki bi pritegnili občinstvo noter. Ne, mislim, da to, da samo daš zvezdnike na plakat, definitivno ni dovolj. Zdaj, kar se jaz spomnim najučinkovitejših stvari, da je neka promocija bila v zadnjem času, pa je delovalo, pa da ni vezano na nek IP, v glavnem je, recimo Minecraft je ogromno, je tudi največji hit leta. Ja, ampak to je ogromno IP. Ja, ogromno IP, ampak da ni vezano na IP, je pač spet zaradi tega, ker jaz dosti hodim v kino, vezano na to, da so trailerje res vrteli povsod in da je bil trailer učinkovit, da si ga zapomnil, in to je bil Speak No Evil. Tisti trailer je bil non-stop. Predtem pa je bil trailer za tisti racing od Blomkampa. Ne vem, kak je bil naslov. Tista zadeva pa je bila, in oba ta dva filma sta bila dost uspešna v kinu, ker sta imela napovednik, ki je bil non-fucking stop. Pred čist vsak film si ga lahko dal, pa zapomnil si ga. Pa čeprav si pri obeh rekel, a še en tak film, nobeno nisi imel res občutka, da bo pa to nekaj novega, si pa imel pri obeh občutek, da je znotraj žanra pa to nekaj dobrega. Medtem ko tale Black Bag trailer je bil dost bolj redek in mi ni bilo čisto jasno, a je to vohunka, a je to neka skrivnostnica ali je to romanca. Dost neistopajoč je bil. Bil je, to je stylish, to je Soderbergh, to je Fassbender in Blanchett. In mislim, da je treba, da pač menim, da zvezdniki niso dovolj. Razen zelo redkih, ampak te niso. Mogoče tudi to, veš, če primerjaš zdaj z ta film z Sinners ali pa z Mickey 17, naprimer. V bistvu, imaš še režiserja v zadnjem, kar Soderbergh je, vsekakor je. Ampak stil Mickeyja pa Sinnersov, naprimer, je bistveno bolj očiten, pa neposreden, tako všečen, kot pa kao Soderbergh. V bistvu Soderbergh se tukaj izgubi noter, v bistvu tudi v traileru, če bi si ga pogledal, ali pa sam film, potem vsekakor malo to zgine. Mogoče je to en minus noter, da za mid-budget film mora tudi ta stil biti malo bolj našopan, ali pa kreatorja se spomni. V bistvu tale stil je pri kreatorju v bistvu glavna prodajna točka. Zgodba ne. Ali igra. Zdaj pa, ne vem, Soderbergu bi mogoče potem lahko jaz, mali mitogegiči Slovenije, tako se deli na vizualijah tvojega dela, pa bo mogoče kaj več pretegnilo. Ne, Soderberg ima ta problem, da on je ful preveč prolific. On ogromno filmov posname, dosti jih naredi kar z levo roko in se pozna. Je sicer mojsterski režiser, ko je to treba, nima pa občutka, da je vedno treba nujno čist vse, kar znaš pokazati. In to se pozna, Ok, super. Jaz mislim, da smo to epizodo fajn speljali do konca, skratka ena naših krajših, ampak če boste skratka brskali po netu, če nimate kaj za pogledati, pa je res tudi ni dolg film. Vsekakor. In je fajn, pa se pravi, morda pride tudi na kakšen streamer kmalu. Zdaj tokrat vprašanje o poslušalcev nimamo, tako da lahko pogledamo, kaj smo gledali, brali, špilali, poslušali. Igor, ti si prvi na vrsti kot zmeraj. Malo razparceliramo. Torej, zdaj ne vem, kdaj smo nazadnje to sploh delali. Gledal sem Minecraft. Nazadnje sem gledal recimo tole feničansko spletko. Krasen Wes Anderson film, mislim Lightweight, Wes Anderson, meni so ful bolj všeč, taki bolj čustveni, ampak ta je bil dost lušen. Pa pogledal sem Mission Impossible, pa Final Destination, pa Thunderbolts, ki so vsi dost ok, ampak noben mi ni prav zares izstopal. Mission Impossible se mi je kar malo vlekel. No, Final Destination mi je bil vseeno, mi je najboljši v seriji teh filmov.
Gledal sem pa eno fulžanrsko stvar, ki jo moram izpostaviti, The Shadow Strays. Na Netflixu ga najdete in je najboljša akcija, da pretepačina, streljačina po Johnu Wicku, res huda koreografija. In brutalno klanje, je pa indonezijska zadeva, hudo, ninja, ni da ni. Od serij sem pogledal pa The Studio, pa The Residence, in The Studio totalno priporočam, na Apple ga najdete, nekaj najbolj zabavnega, kar sem v zadnjem času gledal. Seth Rogen, Evan Goldberg nadaljujeta to serijo stvari, ki jih je res se splača pogledati, tako da bo iz ne nazadnje. Ampak to je zelo smešno, to je komedija o tem, kako on vodi filmski studio. Pa Residence pa je hudanit, ki je malo predolg, ampak je vseeno lušen, zgodi se pa umor v Beli hiši in ga pride najboljša detektivka na svetu raziskovati. Pač ima neke svoje trenutke. Okay, super. Mito, kaj ti gledaš? Jaz bom samo omenil, da gledam Cheers. Cheers. Ja. Fine. Cheers to you. Tako nekako sem zaznal vrzel, da bi rad v mojem natrpanem urniku imel neko klasično humoristično serijo, ki še nisem pogledal, pa da je zamejena na 20-25 minut, in Cheers se ponudil zelo pripravljen. Ga pa gledam online, tako brskam na teh watch free online zadevah, tako da je zelo sporadično, ampak moram reči, da zelo uživam. Okay. Če iščeš kaj novejšega s podobnim smislom za humor, ti priporočam Kim's Convenience na Netflixu. Gledal, probal, ni. Ne. Not your grocery bag. Not my cup of kimchi. Okay. Jaz bom omenil 3 filme, ki jih imate na pretočnikih. Včeraj sem pogledal Ash, predtem Fear Street Prom Queen in pa Fountain of Youth. Ash najdete na Primu, je taka vesoljska grozljivka, ki, če ste gledali Aliena, mislim, da vam bo film kar znan. Malo je tripi, malo je zelo je rdeča, neonsko rdeča. Ne vem, mene ni toliko navdušen, ampak se mi je zdel dokaj soliden, v nasprotju z Fear Street Prom Queen. Vem, da je sicer Igorju prva trilogija bila dosti bolj všeč kot meni. Ne vem, me zanima, kaj boš rekel o četrtem, meni bo četrti pa res brezvezen. Koliko sem slišal o tem, je točno to, da je to res nekaj najslabšega tega. In enako je žal Fountain of Youth, jaz mislim, da bo tukaj pač vsaj neki Indiana Jones pustolovska, ne vem kaj, ampak na koncu je res Indiana Jones zadnja 2. Mislim, da tudi pokrade ene par prizorov idej iz filma, ampak to je ne, kako bi človek rekel, brez nekega seksapila, brez česarkoli na tem svetu, to še nisem gledal, toliko brezveznega filma, res zelo dolg, ne. In pa pogledal sem serijo Secrets We Keep na Netflixu. Tak, hudanit, še kar zanimiv, ker ima neke te socialne note, skratka izgine ena filipinska služkinja, ki je delala oziroma au pair v eni bogati danski družini in potem skratka ugotavljajo, kaj je. Če ste gledali eno drugo serijo na Netflixu, ki je ne bom omenil, ampak boste zelo hitro ugotovili povezavo, potem boste takoj vedeli, kdo je bil. Ljudje in ljudine, poslušali ste 227. epizodo podcasta, ki sliši na Bot podcasta za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Igor, edinstveni harp, Mito, nekateri tukaj, Gegič, Kaj? in Aljoša, analne mišice, Harlamo. Ritnik, se oprečujem. Tole epizodo smo znova postavili v našem štabu. Kinogledališče Bežigrad, ki se mu zahvaljujem za gostoljubje in udobje. Pridite v Kino Bežigrad, kino, ki je v središču mesta in kjer je v središču gledalec. Če vam je bila današnja izkušnja všeč, spremljate, delite in všečkate naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije in nam dajte kakšno oceno. Priporočite ga poslušanje zagovornikom Putina in če organizirate večerjo za sodelavce, na kateri bi želeli iz njih izvabiti umazane skrivnosti, jim nikar ne potikajte drog v hrano, ampak jim ob hrani ponudite dovolj alkohola. Tako to delamo na Štajerskem in nas še nikoli ni izneverilo. Sicer pa predlagamo pivsko igrico. Stegnite takrat, ker vsakeč, ko Mito reče triologija,
ali ko Igor začne stavek z to me spomni na, ali ko jaz omenim, kateri galec ali galka ali mimoidoči mi je vroč. Podcast Obod promovira neodgovorno pitje že od leta 2018. Podcast najdete na Facebooku, Instagramu, Blue Sky, zaenkrat tudi na Twitterju, Discordu, poslušate ga lahko na vseh odjemalnikih podcastov in na YouTubu, pridružite se nam v klepetu vsem, kar je novega v žanru na platnih med platnicami in na ekranih o naših epizodah in o geopolitiki. To je bila že 227. epizoda, v naslednji, ki bo na voljo čez 2 tedna, bomo govorili o filmu Sinners, Grešniki, sicer pa vas bo morda razveselilo dejstvo, da bomo letos na sporedu kakšen teden ali 2 več kot ponovadi, počakali bomo namreč, da v kina privihra Superman in šele na to zasluženo odšli na dopust. Hvala vam, ker ste nam naklonili svojo pozornost. Do svidanja. Adios. Zakaj Igor, Mehičani, Španci ali kakšno? Zakaj pa ne? Ker smo se v Rusih pogojali. Ker smo mi trios, adios. Wow. Okay.